Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vi ste bivši župan, živite v biosfernem območju, na območju meja v bistvu. In kaj pomeni takšno sodelovanje za samo državo? Za samo državo pomeni priložnost, da politiko zelenega prehoda, trajnostnega razvoja, meddržavnega in čezmejnega sodelovanja postavi na nek drugačen nivo, da s tem sodelovanjem pomaga obmejnemu prebivalstvu podpreti njihove ideje, ki grejo v smer in ki so v skladu z vrednotami biosfernih območij. Ste pa tudi sam ljubitelj Julijskih Alp, kot ste poudarili v vašem nagovoru. Res je, sem ljubitelj Julijskih Alp, kot sem rekel, zaljubljen v Julijske Alpe, tam živim od vedno, zato čutim s tem območjem, čutim tudi težave in izzive, ki jih to območje ima, in danes lahko rečem, da sem zelo vesel, ker lahko prisostvujem nekemu začetku pobude, ki bo, verjamem, pripeljala do uspešnega zaključka, kjer se bosta še bolj trdno povezala Triglavski narodni park in park Julijsko predgorje na italijanski strani in na ta način omogočila, da Julijske Alpe zadihajo s polnimi pljuči. Triglavski narodni park je infotočka v Slovenskem planinskem muzeju in tokrat ste gostitelji tega velikega srečanja. Tako je. Veseli smo, da se ta dogodek odvija ravno v našem muzeju v Mojstrani, na obrobju Julijskih Alp, lahko rečemo. Že vrsto let tesno sodelujemo s Triglavskim narodnim parkom, izvajamo skupne programe, samostojne programe in obiskovalci poleg naših muzejskih zbirk izvajajo tudi marsikaj koristnega, tudi z področja biosfernega področja Julijskih Alp, katerega informativna točka tudi smo. Upam, da današnji dogodek obrodi sadove in da se oba sosednja biosferna področja sčasoma združita v eno področje Julijskih Alp, brez mej, in kjer bodo vsi prebivalci tega območja lahko živeli v skupnosti in povezanosti en z drugim. No, in glede na to, da je to kar velika druščina iz Italije, iz zamejskih krajev, je to tudi povabilo v Slovenski planinski muzej vsem tem, ki so prišli na to srečanje. Tako je, vse goste, ki danes gostimo, smo seveda povabili na ogled naših zbirk in seveda pozvali, naj pripeljejo seveda ob morebitnem drugem obisku s seboj tudi prijatelje in pa svoje družine. Kaj pomeni današnje srečanje in obenem podpora Ministrstva za okolje in prostor, samega ministra Uroša Brežana, ki se je udeležil tega začetnega srečanja? Odraz tega srečanja je rezultat dolgoletnega sodelovanja prebivalcev biosfernega območja Julijske Alpe na slovenski strani, biosfernega območja Julijsko predgorje na italijanski strani in pa vseh srčnih ljudi, ki živijo na tem območju ali ki delajo za to območje. Z Julijskim predgorjem Triglavski narodni park sodeluje že vrsto let. Sodeluje v okviru mednarodne organizacije Europark in v okviru mednarodne organizacije Europark je območje postalo čezmejni park. In ravno v teh dneh smo dobili listino, obnovljeno listino, evropsko listino za trajnostni turizem v zavarovanih območjih. Samo sodelovanje nadgrajujemo v okviru UNESCO-vega programa Človek in biosfera, ki pomeni ravnovesje med človekom in naravo. Dodajamo vsebine, se še povezujemo na večjih področjih s ciljem varovanja narave, s ciljem izboljšanja kvalitete življenja ljudi in pa regulacije prebivalcev. Tako da prebivalci vedo, kam prihajajo, kakšna so pravila na tem področju, zaradi tega, da je narava ohranjena ter da je kvaliteta življenja ljudi kljub prihodu obiskovalcev dobra.
Posebna podpora, kar se tiče čezmejnega sodelovanja, kar se tiče združevanja biosfernih območij. Govorimo o biosfernem območju Julijske Alpe, ki naj bi postalo čezmejno biosferno območje Julijske Alpe, kar pomeni, da imamo na italijanski in na slovenski strani isto ime, je pa še poseben pomen daje obisk ministra za okolje, kajti na ta način vemo, da imamo za čezmejno povezovanje tudi politično podporo, pa ne samo iz slovenske strani, ampak tudi iz italijanske strani. Tudi Ministrstvo za okolje v Rimu nam daje podporo in tudi ljudje, ki so na ključnih položajih za uresničitev te zadeve, stojijo za našo idejo. In kakšne bodo nadaljne aktivnosti? Nadaljne aktivnosti so take, da se pripravi listina o vzpostavitvi čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe, s tem, da je cilj, da se v septembru mesecu ta listina pošlje kot prijava za čezmejno območje v UNESCO pisarno v Parizu, zapravo na sedež UNESCO, in tako pričakujemo v letu 2024 tudi uradno potrditev UNESCO in pa uvrstitev na UNESCO seznam biosfernih območij oziroma čezmejnih biosfernih območij, ki jih je v tem trenutku na svetu samo 22.